zdaj smo se približno spravili, se je dobro že še prišel polno ekranov, ampak mi predlagam, da kar gremo naprej v diskusijo, pa bi mogoče, ker jaz prvo vprašanje v polje vrgu, boste potem gotovo še ostali, ki vprašati pri vašem prispevku. Gospa Godina, sem razmišljal o tem, govorili ste o havajski izkušnji te multikulturnosti oziroma sobivanja večjih različnih etničnih skupin. Ne? No, seveda ima vsaka ta etnična skupina verjetno neke svoje značilnosti, ne? Ampak jaz sem se tu pol vprašal, ne, zdaj v našem primeru, recimo, ne, ki ga imamo tu, ne, ko izkušamo v bistvu en clash kultur, ki so do neke mere precej različne, ne, kot ste tudi sami svojega lesnega primera z Brajdom povedali. Ne. Zdaj, verjetno tam na Havajih nima take velike diskrepance med enim, mislim, med eno etnično skupino pa drugo. Ne. Mislim, verjetno ne gre tu za razlike, ne vem, kako gledajo na, recimo, na vprašanje kamenjanja do smrti, če sem zelo konkretno, recimo. Ne. Torej, ja, zdaj, to je, mislim, no, zdaj, mogoče bi mogla čistiti na začetek tistega, kar sem rekla, pa mislim, da je pač tako specifično, da ni čist jasno, kaj antropologi dejansko mislimo s kulturo, ne? Ker tudi potem vsi ostali, ki so za mano govorili, razen Domna, ki je seveda moj študent, pač ne, tu imamo mi zelo različna razumevanja tega, kaj sploh, ko jaz rečem, imamo različno kulturo, ne, dejansko mislimo. Ne, ker, kot je Markus rekel, torej ni ene nizozemske kulture, seveda je. Zato, ker ne gre za to, da v kulturi delite vrednote, ne, da vsi ljudje isto delajo, da ni razlik med člani kulture, seveda so, stvar je bolj zapletena, obstajajo razlike in enakost. Ne, zdaj, če bi pač razlike dokazovali, da ni enakosti, ali pa enakost dokazovali, da ni razlik, bi bila stvar enostavna. Ampak paralelno obstajajo razlike in enakosti in seveda dokaz, ne vem zdaj, ne vem, če Markus govori, kateri jezik je vas nativ, ne, ampak če recimo pač, ne, to, da obstaja ena kultura, je jasno, zato on rabi prevajalca, ker v svoji kulturi ga ne rabi, ne, jasno. Ne, to je materialni dokaz, da torej obstaja ena kultura, ker če se on pač pogovarja z člani svoje nativne kulture, ne rabi prevajalca, ne glede na to, koliko se oni med sabo razlikujejo, in ne glede na to, da ne delijo vseh norm, in ne glede na to, da ne delijo vseh vrednot. Ne? Se pravi, in ko imate multikulturno družbo, imate torej družbo, ki je sestavljena iz takih kulturnih skupin, a ne? Se pravi, ker obstaja skupno polje nerazumevanja, ki ni nujno strinjanje, a ne? In ker obstaja skupno polje kulturne pripadnosti, ki ne predstavlja istost. A ne? Se pravi, in zdaj, ko imate na Havajih situacijo, kot ste rekli, tam ni gotovo tako velikih razlik, ne? To je zdaj odvisno, z katerega zornega kota gledate. To, kar je Markus rekel, da seveda razlike med individuumi so vedno večje kot razlike med skupinami. To je res, ne? Zdaj se pravi, če vi vzamete enega člana, ne vem, ki je havajske skupine, ne, ki je recimo Šved, in enega, ki je nativec, a ne? In ona dva lahko sedita skupaj, recimo v pisarni, ne, in delate pač v istem podjetju, recimo, ne, in sledita neki isti topiki, ne, oziroma neki isti organizaciji. Seveda to ne pomeni, da sta ista, ne, to samo pomeni, da sta zmožna slediti isti topiki, ne, ali pa istemu cilju. Zdaj, res je ravno nasprotno, kot ste vi rekli, če imate multikulturno družbo, nekdo je to rekel, zdaj ne vem, ali je bil to Marko, ali je bil to Markus, to sem mislim, da sem nisem napisala, ker sem si sicer napisala vse polno stvari, ki bi lahko komentirala. Ne? Ampak dejstvo je, da torej, če vi imate to situacijo, ko imate več kultur, se ljudje žal ne vedajo tako, kot je Domen rekel, ne? Torej postajajo vedno bolj isti, ne? Ampak postajajo vedno bolj različni. Ne, hkrati pa seveda razvijajo to sposobnost koeksistence v skupnih projektih, kar pa ne pomeni, da so isti. To je razlika. Ne? To je ravno tako, kot mi svi smo Slovenci, dokaz, da obstaja slovenska kultura je, da ne rabimo prevajalca, recimo eden od dokazov, ne? Markus ga pa rabi. Ne? Se pravi, torej obstaja kultura, ampak to ne pomeni, da smo isti, niti ne, da delimo vse vrednote in norme, ne? Niti da delimo isto znanje, niti da se isto vedemo.
a ne? Ker kultura je polje razumevanja, to je simbolno polje. In ko je bil prej, Marko, hvala, da sem te lahko spoznala, tiste ljudi, ki so začeli Metelkovo, ker mislim, da to, kar je danes iz nje nastalo, je precejšnja karikatura vsega tistega, kar naj bi bilo mišljeno. Ne? Ampak dejstvo je, da v resnici, a ne, to, da vi lahko, bi rekla, aktivirate ljudi različnih kulturnih skupin za en projekt, ne pomeni, da so oni, da ni kulture, ali pa da so isti, ali pa da tega ne morete. Ne? Razumete, kako ne vam rečem, v havajskem avtobusu, ki je na pač ta dva del, ne, ko greste ta na avtobus, sigurno ne sedite z nobenim predstavnikom svoje etnične kulture. Ne? Zelo verjetno je, da nista dva isto različne vaš družinski član, ne, zraven vas. Ampak to ne pomeni, da oni ne morajo istih stvari delati, ne? Razumete, to je treba, mislim, ta ideja, kaj je kultura, je bistveno bolj kompleksna. In tukaj bi pač jaz rada tudi rekla, da to, kar je Marko rekel, da so cigani bolj avtentični, kot mi niso. Ne? Razumete, zdaj bom jaz uporabila tablo, da pač bi pojasnila, kaj je kultura, ne? Pač nisem htela, ampak res, ker pač je, to je neki vir temeljnega nerazumevanja, in potem pač, tukaj težko sploh pridemo na skupni imenovalec, ne, tukaj je človek, ne, tukaj je priroda, kaj narava, ne. Zdaj, tisto, kar je značilno za človeka, je to, da je med človekom in naravo svet izmislekov, oziroma kultura, ne, in vsi izmisleki so arbitrarni. Oni od ciganov in naši, in ameriški, in izraelski, in kitajski, in nizozemski, vsi so arbitrarni, torej enako neresnični. Ne? Cigani letijo v neboja tudi mnogi veliki. In bi dva se ne, ka poznala, ker je to bilo takrat, ko smo mi bili mladi, mislim, smo vsi to gledali in to več kot enkrat. Ne? Ampak ne, dejstvo je, da avtentičnost bi pomenila stati tukaj. To je živalska pozicija. To je žival. A ne? In mislim, ne vem, to jaz tudi feministkam razlagam na splošno, ne, zdaj pač neke take, bi rekla, dobronamerne ideje so super, ampak kaj zdaj? Biti žival je zdaj cilj, ali kaj? Ne? Razumete, človeku ni dano biti v avtentični poziciji. To ni človeška pozicija, to je živalska pozicija. In ko je Domen omenil Dawkinsa, ne, sebični gen, točno, Dawkins potem v zadnjem poglavju pravi, ampak kot ljudje imamo kulturo, torej meme, ne, in to vse spremeni. Ne, to spremeni tudi delovanje DNK in to so točno dokazali tudi celični biologi, ki se ukvarjajo s kloniranjem, da naša čustva, naše misli delujejo nazaj na DNK. Ne? Se pravi, to spremeni vse. Ne? In ni nobenega bolj resničnega pomena, bolj pravega pomena, ni nobenega, ki je bolj avtentičen. Zdaj tisto seveda, kar pač mi tukaj zdaj govorimo, ali pa je bilo govorjeno, ne morem tukaj sodelovati, čeprav sem človek srca, kot Domen ve, zato on hoče delati pri meni doktorata, ne? Pa en redkih tam verjetno, tisti sferi, kjer pač jaz gledam. Ampak, veste, to je bil evropski govor. To je bil evropski govor. Večina ljudi tega sveta ne deli koncepta sreče, ljubezni, avtentičnosti, sploh ne poznajo teh konceptov. On tekst, mislim, če ti njemu to rečeš, on sploh ne ve, kaj ti govoriš. Se pravi, zdaj, tako da jaz pač mislim, no, recimo, ali pa empatije. Ja, zakaj sem človek srca? Zato, ker imam empatijo. Zakaj imam empatijo? Zato, ker je to dar, ki ga dobite od mame. To je dar socializacije, kot je rekel Obeskje, ne? Mislim, antropologi, če ste antropolog, ste lahko dober antropolog, natančno skozi to, kar je Markus rekel, da razumete drugega skozi srce, ne skozi pamet, ne? Ampak, ne, statistika kaže, da število ljudi, ki so zmožni empatije v zahodnem svetu radikalno pada. Ne? In da tisti, ki so od malega priklopljeni na računalnik in na televizijo, ne razvijajo te sposobnosti. To je sposobnost, ki se razvije, ali se pa ne razvije. Ali kot je rekel Obesker, to je dar, ki ga dobite od mame. In če ga niste dobili od mame, ga ne boste imeli. In mislim, ja, ne, super, ampak mislim, veste kaj, danes je Zahod sestavljen iz milijonov ljudi, katerih število narašča, kjer je empatija nula.
ker oni vidijo, da so drugi ljudje stvar, ki jo lahko uporabijo za svoje cilje ali ne, ker se oni od malega naučijo pritiskati na računalnik, da ukinejo drugega, ko mu nekaj govori iz računalnika, ko mu ni všeč, in pritisk ta ali pa ta je samo razlika v smeri. Ne? Razumete? To je samo razlika v smeri. Ne? In to je problem. Mislim, jaz, kaj bi rekla, bi bila srečna, če bi svet bil takšen, kot sem poslušala od drugih. Ampak pač, ne, zdaj, moja evidenca žal, ne, pa sem tudi živela v številnih kulturah, je, pa sem se tudi za vsemi lepo razumela, ni problem. Ampak, ne, in to skozi srce, kot bi Domen rekel, ne, ampak je, da, mislim, mi smo pretenciozni, mi mislimo, da vemo, kaj drugi ljudje hočejo. Mi mislimo, da vemo, kaj drugi ljudje vrednotijo, mi mislimo, da vemo, kaj drugi ljudje čutijo in mi mislimo, da vemo, kaj je za druge ljudi rešitev, a ne? Mislim, tukaj sedijo sami Evropejci. Razumete? Slutim repliko? Ja, seveda, replika je lahko. Samo hočem reči, ne, da zdaj pač tisto, če se vrnem na vaše vprašanje, havajska družba nauči tega, ne, da lahko mi izenačimo vse ljudi na isto. Ne? Havajska družba uči to, da jim je treba pustiti, da so različni in jih aktivirati v skupnih projektih, ki jih pač lahko delijo, a ne? Če se nazaj navežem na konkretni del vprašanja, recimo, da bi na Havajih ena skupina bila mnenja, da je legitimno nekoga, recimo, ki naredi nek prestopek, kakršenkoli že, da ga kamenjajo do smrti, recimo, ne? Ja, in ga ne bi smeli, ne? Ker pač formalno velja seveda zakonodaja ZDA, ne? In zdaj vse druge skupine, recimo tudi havajski nativci, mislijo, da je to kolonializem. A ne? A veste, jaz sem tam živela in pač jaz sem po prepričanju levičarka, a ne? In zdaj pač levičarski intelektualci, ne, na Havajih imajo to držo do havajskih nativcev, mi smo enaki, ne? Mi smo enaki, torej ne, oni so isto ljudje kot mi, isto je njihova kultura vredna kot mi nočemo biti šovinisti, torej jemo njihovo hrano, oblačimo se v njihova oblačila, ne vem, učimo se hulo in nativni jezik, ne? Kakšna je nativna ocena tega dejstva? Nativna ocena tega dejstva je, ti so še hujši kot desničarji, a ne? Desničarji nam vsaj ne kradejo našega jezika, naše hrane, naše kozmologije in naših plesov. Tako so nam že ukradli zemljo, ukradli so nam državo, ukradli so nam politično moč, ne? Zdaj nam ti pa kradejo še jezik, pa še kulturo, pa še to, ne, a razumete? Ne? Mislim, jaz to hočem povedati, da mi lahko verjamemo, da je to res, kar smo poslušali, ne? Ampak zato ni nobenega dokaza, ne? Mislim, številke pravijo tako, števila ljudi, ki ima empatijo na zahodu pada, ne? Potem, recimo, raziskave o neandertalcih kažejo, da neandertalci niso bili naši predniki. Za vse, kak bi rekla, dolžnim spoštovanjem pač, in tudi navdušenjem, ne, nad to piščavjem vsega, kar je bilo z njo narejeno. Ampak oni niso bili naši predniki. Ne? Oni niso bili naši predniki. Razumete, mislim, pač jaz vedno mislim, in to Domen ve, a ne, pač on je moj študent, ne, težava ni verjeti, težava je razumeti dejstva, ki govorijo proti tebi. Ne? To je težava. In ne, razumeti dejstva, ki govorijo proti tebi, tako, da se ti ne postaviš v paternalistično pozicijo, jaz vem, pa zdaj bom tukaj drugim svoj pamet, ampak se postaviš v pozicijo ponižnosti, ne? Obstaja še nek temelj, mislim, bi rekla, pač ena praksa, ne, ker to ni samo pojem, ne, ampak ena praksa, recimo v budističnih samostalnih pa tako, ne, ki je tudi povezana z tistimi ljudmi, ki nekaj vedo, ne, in to je ponižnost, ne, ponižnost od drugega. Ne, mislim, da to nam radikalno manjka, ne. A veste, jaz nisem slišala tukaj niti Sirce, da bi govorili, niti Žide, da bi govorili, niti avstralske aboričine, da bi govorili, niti Havajčane, da bi govorili. Verjemite mi, če bi oni govorili, bi govorili čisto druge zgodbe. Ne? In takrat je težko, ne? Takrat je težko, ko pravzaprav ti hočeš dobro, ne? Ti hočeš njim dobro, ampak potem te oni rečejo, ne, oprosti, ne? Mislim, to je moj svet, pustiti meni moj svet, to, da se ti vmešavaš v moj svet,
je kolonialna drža, ne? Se pravim, takrat sem jaz nehala, takoj se učiti havajsko, takoj sem nehala hoditi na tečaje hule in takoj sem nehala havajsko oblačila nositi, ne, ker mi je postalo jasno, kaj jaz delam, ne z moje pozicije, ampak z njihove. A veste, in ta ljubezen do človeka, to spoštovanje, to govorenje iz srca, pa ta empatija, ne, o kateri je bilo toliko povedano, v resnici zahteva to, da ti spoštuješ drugega človeka in njegovo drugačnost in ljudje, ne glede na to, da imamo 99,9% istih genov, da jih imamo tudi z šimpanzi, ne, vse aktivnega genotipa, ampak, ne, sem pravi, Markus rabi prevajalca, kar je materialni dokaz za razliko. Jaz ga pa ne rabim, kar je tudi materialni dokaz za razliko, ne. In torej, razumete, mislim, gre za to, da takrat, ko prideš do razlike, se ti ne sproži ta ideja, jaz vem, jaz sem boljši, jaz imam rešitev, ne. Nekdo je omenil, mislim, da Markus je omenil poslušanje, ne, poslušanje, kaj on človek hoče, kaj on vrednoti. Jaz sem moram povedati, da obstaja polno kultur, ki ne poznajo, se sem rekla, niti koncepta ljubezni, sreče in takih stvari, in ki tega sploh ne vrednotijo. Ne, mislim, kjer je to, da ubiješ drugega, največja vrednota bila. A ne, mislim, kaj boste zdaj s tem? Zdaj boste prišli v kolonialno pozicijo in boste rekli, ne, jaz sem boljši, jaz sem prišel na evoluciji človeštva dalje, torej zdaj ne, bom jaz njemu povedal, kaj mora on narediti ali kaj. Ali si v tej točki zmožen zavzeti ponižno držo in reči tjeliga, ne? Mene je isto bolj zanimala ta primerjava s to situacijo, v kateri recimo v kolonialni poziciji pridemo drugam na, bom rekel, etično... Evropejci pridemo vedno v kolonialni poziciji, to je naš problem. Vse to, kar smo tukaj slišali, je kolonialni govor. Ampak razen tu pri nas, ne? Ne, razen tu pri nas, ne, tudi pri nas. Ja, se pravi, ne, veste to, profesor Južnič, ki je bil edini antropolog v socialistični Jugoslaviji, ne glede na to, kaj zdaj so etnologi pravijo, da so oni bili permanentno kontinuiteto antropološko ne vem, izpred srednjega veka, že očitno, ampak od takrat, ko so začeli delati antropološke karijere, so hodili v mojo pisarno po letters of recommendation, ne, torej priporočilna pisma. Veste, on je rekel, lahko je biti toleranten, dokler se ne zbudi zjutraj sredi afriškega plemena brez osnovnih stvari, ki so tvoje. Kar se je njemu zgodilo, ne? Razumete? To je razlika. To je razlika. Ja, seveda, ampak hočem reči, tudi zdaj, ko so oni prišli sem, lahko, kako bi vam rekla jaz, ko so meni moji srci to naredili, mislite, da nisem bila besna, da sem bila besna, to bes. Ampak sem potem pač, ker sem antropologinja rekla, dobro Godina, ne, razumi zdaj ti, odkot je zdaj to prišlo, ne? Kakšna je zdaj njihova zorni kot, z katere perspektive oni to vidijo, da so zdaj oni to naredili in da se to je njim zdelo dobro in moralno, ne? Ne se vam pravim, to je tisto, kar vam pravim za Južiča. Lahko je biti pameten, dokler ti drugi ne vzame tistega, kar je tvoje, ali pa recimo ti ne posežeš tisto, kar je tvoje, ali pa kar je tebi drago, ne? Ampak takrat, ko ti poseže, je pa seveda stvar drugačna. In tu jaz pač mislim, da jaz bi bila zelo zadovoljna, če bi bil svet takšen, kot smo slišali, ampak se pač meni moji podatki kažejo, da ni. Moji podatki pač kažejo, da neandertalec ni bil naš prednik, da vedno več imamo ljudi, ki niso sposobni empatije in da je ta pač generalno kolonialna drža, kjer mi predpostavljamo, da tisto, kar je za nas dobro, je dobro za vse ljudi, recimo ljubezen do drugega. Ne, to je za nas dobro, kao, in da je to dobro za vse ljudi, oprostite. Ne, to je zdaj vprašanje, če je to pač, jaz nimam dokaza za to, jaz bi bila srečna, če bi bilo tako, ampak ni, ne. Pač moje podatke tega ne potrjujejo in pač temu primerno pač mislim, da je svet bolj zakompliciran. Ne bom rekla, ali je boljši ali je slabši, zato ker antropologi nismo ljudje, ki pač ne, enoznačno hočemo nekaj pač vrednotiti, ne, ker pač iz te pozicije je jasno, da ne moraš nič enoznačno vrednotiti, niti ljubezni do drugega, niti to, da nekdo nekoga ubije, ne? Čeprav se nam zdi, da je to popolnoma jasno, mogoče enoznačno vrednotiti. Torej, ne gre zdaj za vrednotenje, gre za kompleksnost sveta, v katerem bivamo, ne? In to mislim, da to podcenjujemo na nek način, ne se bojim, ja.
Mislim, ne ljubijo vse mame svojih otrok, nekatere jih sovražijo. Ne samo, da jih sovražijo na zahodu, ampak nekatere cele kulture predpisujejo sovražen odnos do otroka kot normalen odnos do otroka. Mislim, ni ljubezni. Je koeksistenca, ker pač otrok se mora podojiti za to, da preživi, ampak je ta koeksistenca spremljena s permanentnim odklanjanjem izkazovanjem sovraštva do otroka. Skratka, mislim, se pravim, svet je bolj kompliciran, se bojim. Bilo bi fino, če ne bi bil, ampak se bojim, da je, pač meni podatke to kažejo. In zato se pravi havajska družba pač interesantna, ker oni so to dojeli. Pač razumete, to 100 let je to tam, več kot 100 leta, in oni so dojeli, da ne gre za to, da spravimo vse na en skupni imenovalec istih vrednot. Gre za to, da vsakemu dovolimo, da biva kakor biva in hkrati ljudje uspemo aktivirati v skupnih projektih, kjer so zmožni sodelovanja. Recite. Ja, v bistvu se deloma ste že govorila, ste omenjala te frustracije, ki večina povzroča manjšine. Ali je to sploh možno pričakovati v človeštvu, da preseže neke svoje frustracije? Seveda ni možno. Večina povzroča manjšini, kaj šele manjšina povzroča večini? Seveda. Gledamo te boste ciganske otroke, jaz kot mati, meni to povzroča frustracijo. Veste kaj, jaz vam bom povedala tako normalno. Jaz sem bila zdaj eno mojo študentko, ki je pač v tej hurry up, ko smo imeli to blaznost, da vsi morajo magistrirati do 1. septembra, je končala svoj magisterij, kjer ona je učiteljica na eni šoli za posebne potrebe v Novem mestu, kjer redno ciganske otroke tja pošiljajo, zaradi tega, ker jim kaj manjka, ampak ker niso Slovenci, in ker pač ne morejo potem v slovenskih šolah kao normalno, torej kao večinski otroci delovati. Ona je prišla, ko je začela nalogo pisati za eno držo, ko je končala, je seveda, ta drža se je močno spremenila in je meni rekla, zdaj ne vem, kak naj tam dalje delam, ne vem, kak naj zdaj tam dalje delam. Ko zdaj jaz vidim, kaj dejansko vse mi njim delamo, misleč, da jim pomagamo. Seveda, ampak ti ne moreš, razumete, ne morete tega narediti, Mislim, vi lahko, kot reče Domen, odprete srce in pogledate otroku v oči in rečete, sej, glej, očke se mu svetijo, Veš, to je tisto, kar jaz pravim, da pač, to je isto, kot če pogledaš mojim mačkam ali pa psom v oči, In jaz pač pravim, da tisti, ki se ne more skonektati s pogledom mačke, ali pa psa se ne more skonektati s pogledom človeka, Ker to je vse empatija, Ampak, sam pravim, ne moreš pa stopiti ven iz tega, da bi videl, da je ta barva bela. Jaz sam garantiram, da ta barva ni bela. Ampak vi jo boste pa vedno vidi kot bela. Mislim, smo obsojeni na to razumemo, ker frustracije boja. Se vam pravi, kako bi rekla, mi lahko razvijamo tehnike, kako funkcioniramo znotraj sveta, ki nam proizvaja frustracije, na način, da pač, kako bi rekla, delujemo v smeri tistega, kar smo tukaj slišali, da naj bi bilo dobro. Čeprav se vam pravim, jaz nisem prepričana, da bi havajski domorodci se s tem strinjali, da je to dobro. Mislim, to je tisto, kar sem jaz slišala, pa so oni bistveno bolj avtentični v tem smislu, kot je Marko govoril od ciganov. Se pravi, mislim, ne gre za to, mislim, treba je priznati nekaj, česar Evropejci nočemo priznati, da nimamo monopola nad vednostjo. Nimamo monopola nad vednostjo. Ravno tako nevedni smo kot vsi drugi. In naše ideje in naša percepcija dobrega nas vodi v isto količino zmot, ali pa ne bom rekla isto količino, ampak nas enako vodi v zmote, kot tiste, za katere mi mislimo, da so slabši od nas. Mislim, in umetnost je živeti s tem. Umetnost je živeti s tem. To je umetnost. Sam pravim, umetnost je živeti s tem. Misliti, da lahko zdaj svoje dobro razširiš na cel svet in da ti veš, kako stvari so. Vprašaj drugega, da poslušaj. Ampak ne tako, da ti misliš, da ti veš, ampak tako, da ga res slišiš, kar pomeni, da ne veš. In to je dejanska lekcija, ki je tista lekcija, ki se reče ponižnost. Mislim,
Ne? Antropologi, tisti, ki smo res antropologi, smo ponižni. Zato ne bomo nikoli rekli, da vemo, kaj narediti, kaj je dobro za cel svet. Zaradi tega, ker je to, mislim, ne, to je pretenciozno. Ne? To je pretenciozno. Nikoli nisi slišal drugega. Poslušaj ga. Ne? Poslušaj ga. Pejdi med aborigine v Avstraliji in jih poslušaj. Ne? Pejdi med havajske domorodce in jih poslušaj. In poslušaj, da oni rečejo, vsi, ki niso havajski domorodci, morajo se izseliti iz teh otokov. Ti otoki morajo biti ekskluzivna last samo havajskih domorodcev, ker bo zdaj ti smatral, da oni tebe direktno življenjsko ogrožajo, ker hočejo, da zapusti svoj dom, ne, svojo hišo, svojo lastnino in vse, kar se pa oni dejansko hočejo. Ampak ne zato, da bodo dobili tvojo hišo, ampak zato, ker je po njihovi kozmologiji zemlja živa. A ne? Vsi smo, mislim, je bitje in vsi smo potomci tega bitja. In ena od, pač, po njihovi kozmologiji razlogov, da svet pravzaprav tone v nesrečo je, da ne živimo skupaj z svojimi predniki v simbiozi. Ne? In takoj, ko se vi preselite na drugi konec sveta, kjer seveda niso vaši predniki, po njihovi kozmologiji nehate živeti v simbiozi z svojimi predniki, hkrati pa modite simbiozo drugih, da bi živeli z svojimi predniki. Ne? Razumete? Ne? Ampak zdaj, ne? Razumete, to je umetnost, kako potem tu, ne? Ko si ti ogrožen, ne? Ko si ti izkusiš to inferiorno pozicijo, ne? Ki jo Evropejci tako zelo nočemo izkušati in pridigamo vsem, solimo pamet okoli, ne? Ne? Ko ti izkusiš to pozicijo nevednosti, ponižnosti in ničnosti, ne? In se zato pravzaprav pa zahtevamo, da antropolog to izkusi, ker pač ne, to so neke stvari, ki jih moraš izkusiti, ni dovolj, da jih bereš, ne? In seveda, ko to pozicijo izkusiš, takrat mogoče lahko razumeš in takrat mogoče res lahko začneš spoštovati, ne pridigati, spoštovati. A ne? Ker tu sta bile dve besedi, ki nista bile izrečeni in to je ponižnost in spoštovanje. Ne? Spoštovati tudi tiste, ki ne more z njimi deliti nič. Čeprav imaš 99,9% genov istih. Ampak to ni tako zelo enostavno. Ne? To je dosti bolj komplicirano. In pač, se pravim, pač vsi tisti, ki imamo to izkušnjo, vemo, ne, kako to boli v resnici, a ne tebe boli, ne? Ker si pač v resnici ti moraš opustiti nekaj, kar ti misliš, da je dobro in prav, a ne? In s čimer hočeš drugim pomagati. A ne? In to zelo boli, seveda. Ne? Ampak pač, se pravim, zato, tako, če imamo tako mizije tukaj, zdaj sem prepričana, če bi tu sedel avstralski domorodec, če bi tu Bushman sedel, če bi tu Havajčan sedel, pa še kdo drug, oni bi se nam ržali, ne. Oni bi se nam ržali in bi rekli, evo jih kolonizatorje, že spet mislijo, da imajo rešitev za nas. Odprimo srce, ali kar že moramo delati, in bo svet boljši. Ne? In bi rekli, evo jih, ne? Že spet, još jednom. Že ne vem, kolikokrat smo to izkusili v zgodovini, zdaj pa še enkrat. Ne? Ne? A razumete, biti ponižen in slišati in spoštovati, kar je druga oseba hoče, ne glede na to, da mogoče to krši vse tvoje principe dobrega in prav. To je v resnici umetnost. Ne? In to havajska družba je dejansko pač zaradi prisile, ne? Pač 100 let so oni tam, ta talini lonec več, so oni pač razvili neko pragmatično rešitev, kako zdaj se to dela. Ne? In to je, da pustiš vsakega, da živi po svoje in hkrati ljudi aktiviraš, ne? Na tistem, po čemer smo vsi podobni, seveda v nekih projektih, kjer se lahko aktiviramo na osnovi te podobnosti. Ne? Ampak to seveda ne dokazuje, da smo isti, niti to, da imamo isto kulturo ali kaj podobnega. Ne? Mislim, stvar je bolj komplicirana, ne? In to je res problem, se mi zdi. In ja, ne, se pravim, dokler si v večini je lahko, zato moramo antropologi iti tujo kulturo, ker tam nismo v večini, tam nismo niti v manjšini, tam smo sami proti drugim. Ne? In takrat, ko si sam proti drugim, ki 100% vejo, kaj je prav, ne? Si zamenjal pozicijo in takrat dejansko razviješ ponižnost, ne? Ponižnost in spoštovanje, ne pa tako bi rekla, ne? Dokler si pač v poziciji večina. Ne? Zelo zanimivo, ker imam v bistvu eno tako podobno izkušnjo, imam sam tudi iz Indije. Ja, seveda, vse to pač greste v drug sveta, ne? A veste, pač, ne? Evropejci smo znani, če bomo poslušali domorodce katerekoli, ne? So to Indijci ali kjerkoli, ki niso Evropejci, mi smo znani kot pretenciozni butli, ne? In mislim, dobro bi bilo, da si vedno to zapišemo, ne? Mislim pač,
ne, tam, kjer že smo, da smo pretenciozni butli, ne, in da, mislim, da ne predstavljamo niti 1% celega človeštva. Ne, tega, niti ki zdaj obstaja, niti tega, ki je obstajal, kaj šele tega, ki je obstajal skozi zgodovino, ne. Mi nismo nobeno pravilo, mi smo izjema. Mi nismo tisti, ki vemo, mi smo tisti, ki ne vemo, ne. In to je zdaj, kako reka, ne, to je pa seveda težja pozicija, ne. In to zdaj pač vsak, ki gre v neko tujo kulturo, posebej, če greste sami, ne, in nimate tega back-upa svoje skupine tam, ne, potem seveda doživite ta kulturni šok, ne, to se reče v antropologiji kulturni šok. In seveda takrat dejansko pač, ali greste, ali pa začnete te sposobnosti razvijati, o katerih sem vam rekla, ne, s ponižnosti, spoštovanje in slišanje. Ne, kot je rekel Markus, ni slišati samo to, da slišiš kaj druga beseda, kaj drugi človek verbalno govori. Ne, jaz to mojim študentom govorim, ko morajo delati kvalitativno metodologijo po strukturiranem intervju. Vsi mislijo, da slišijo, ne. Res slišite, kdaj je človeku nerodno, kdaj je srečen, kdaj je nesrečen, kdaj laže, kdaj ne, skuša postaviti zid. To vse lahko slišite, če znate poslušati. Ne. Res slišite. Pa tudi razumete. Ja, torej jaz zelo dobro razumem, kaj vi govorite. Ja, tudi Domen ve, da jaz to zelo dobro razumem. Jaz razumem mogoče marsikaj, kar drugi ne predpostavljajo, da človek, ki ima tako početje. Ja, razumete, ja, razumete. Ja, ampak potem razumete, samo hočem reči, to, da potem vi razumete, še ne pomeni, da razumete prav. Razumete, to, da zdaj vi razumete, še ne pomeni, da razumete prav. Tako da zdaj vi to mislite, da pač ne zdi, to v tvojem svetu pomenov je tako, ampak se ti ne zdi, ne? Ampak problem je v tem, je tudi v njegovem svetu tako. Ne? In zato ne moreš ti govoriti, da veš, kako je v njegovem svetu, zato ga moraš vprašati, a je v tvojem svetu tudi tako. In moraš biti pripravljen, da ti bo rekel ne, oziroma da sploh ne bo razumel vprašanja, ker to sploh nima za njega nobene zveze z ničemer. A veste, in to, da pač je pobožati dobro, da je ljubiti dobro, da je biti srečen dobro, pozavite. Ne? Obstaja polno kultur, ker to ni vrednota, ampak je vrednota nekoga ubiti, stopiti nekomu na tilnik, ali pa kaj takega. Ne, hočem reči, svet je bolj kompliciran. Ne? Ja. Pač toliko, no. Mislim, zdaj vem, da je to čisto zunaj konteksta, ampak zdaj jaz moram žal iti, ne, ob enih, jaz se opravičujem, pač jaz nisem vedela, koliko časa bo to trajalo in ker imam neke družinske obveznosti, sem jih pristavila na 1 uro. Ne, zdaj pač, ko sem potem vprašala tudi kolega, pač, kako dolgo bo to trajalo, je rekel, da pač do 1. In sem potem jaz rekla, da dobro bom jaz zdaj malo še tukaj, ker pač ne, jaz sem grozna in vedno kvarim igro, ne. In zdaj se je pač še zdelo njemu vseeno primerno, da malo pokvarim. Zdaj pač do konca pa res ne bom mogla biti, ne zato, ker nisem ponižna in ne spoštujem drugih govorcev, ampak zato, ker imam neke obveznosti do ljudi, do katerih čutim visoko empatijo. In to je moja hčera, recimo, ki me čakajo doma, ne. Tako da pač, okej, ne, se opravičujem, ja. Jaz bi pa vseeno imela še eno vprašanje za vas, lahko čisto na kratko. Seveda. Kakšna se vam zdi, da bi bila recimo pragmatična rešitev za to situacijo, ki se zdaj z begunci nakazuje oziroma se že dogaja in se nakazuje v prihodnje v Evropi? Ja, pragmatična rešitev je, da družbe postanejo multikulturne na ta način, kot so Havaji. Ne? Samo tu se jaz bojim, da imamo Evropejci to težavo, ki je bila tudi danes tukaj prezentirana. Ne? To se pravi, da dojamejamo, da so oni ljudje, ki so pač imajo pač ne, ki so v marsikaterem aspektu pravzaprav imajo bolj prav kot mi in so nam v marsikaterem aspektu lahko tudi superiorni. To so zdaj naše kategorije, ki so pomembne, ne, ampak pač zdaj govorite o Evropejcih, ne. In da pravzaprav da jim dovolimo, da živijo tako, kot oni živijo, in da enako pravzaprav, mislim, in da jih torej ne asimiliramo, ne kriminaliziramo tega, kako se ženske oblačijo, ne zahtevamo, da hodijo v naše šole, ampak jim omogočimo njihove šole, ne zahtevamo, da prevzamejo naše vrednote, ampak jih omogočimo njihove vrednote, ker to je tisto, s čimer bomo mi izkazali ponižnost in spoštovanje. Ne? In ponižnost in spoštovanje je gesta, ki je medkulturno, kakor vemo, vedno dobro sprejeta. Ne? Ni pa dobro sprejeta gesta, ne, jaz vem, kaj je za tebe dobro.
ne, ta gesta ni nikoli dobro sprejeta, ne. In dejstvo je, da pač, kako bi rekla, ne, zdaj, seveda, ampak to pa pomeni, ne, popolno, mislim, jaz sem rekla, da bom jaz mami Merkel pisala in da bi mi rekla, draga mama Merkel, ne ga srat, če noče zdaj tukaj, ne, začeti verske vojne, ne, mislim, zdaj vse tiste svetovalce, ki jih imaš tam lepo odpusti in vzami 10 antropologov, ki so pač preživeli nekaj časa nekje, ker so bili nula, ne. In potem ti bodo oni povedali, kaj zdaj to je. Ker mi vemo, kako se oni počutijo, ker sem se jaz tako počutila. Ne? Mislim, to je zdaj empatija. Ne? Ne? To ni teoretičen pristop. Ne? Zdaj, kako bi rekla, ne? In potem ne? Veš, kako boli, če ti nekdo hodi po svojem nekem temeljnem človeškem dostojanstvu. Ne? In potem pač narediš to, mu ne hodiš po tem dostojanstvu. Ne? Ampak to pa pomeni, da njega vprašaš, kako ti hočeš tukaj živeti. In on ti pove, jaz hočem tukaj živeti tako. In potem ti na politični ravni omogočiš, da oni tukaj živijo tako. Zdaj pa seveda, glede na to, da Evropo sestavlja vedno večja količina ljudi, ki nimajo empatije, da so tako evropocentrični in da tako imajo idejo, da so oni pametni, da so drugi butli in da imajo oni pravo religijo in drugi nimajo in da se morajo oni oblačiti tako, kot se mi oblačimo, ne mi tako kot oni in tako. A ne? Ne, to je zdaj manjša težava, ne, razumete, ker zdaj, če daste to v pač čisto pragmatično, politično, ne, političen proces, bo to seveda zelo velike konflikte prakticiralo, ne. In dejstvo je, da pač v resnici bi bilo treba, a ne, da bi vse politiki dojeli, kaj je rešitev in jo vse politiki skušali izpeljati in vse politiki redno vsake dan 3 ure govorili vsem Evropejcem, kaj je zdaj to rešitev, a ne. Ne pa da ona Mati Merkel govori tam, ja, oni lahko pridejo, ampak pluralizacije načina življenja pa ne bomo dovolili, mislim, razumiš to zdaj, ne? To pomeni, lahko pridete, ampak boste taki, kot jaz rečem. To je ta tipična država, ne? Ki je bila tudi tukaj prakticirana, da se razumemo. Ne? In zdaj, in se pravi, razumete, v praksi bi bilo dejansko treba se pravi ponoviti to zgodovinsko izkušnjo, zakaj Havaji nimajo vojne. Ne? Zato, ker so še vedno, kot je bila nekoč Bosna in Hercegovina. Ne? Zdaj pa mi dve smo živeli v jugi in razumete, kaj govorim. Ne? Ker Havaji so Bosna in Hercegovina ZDA. Ne? In samo vprašanje, kdaj bo prišel nekdo, ki ne bo izkazal spoštovanja. Tisti moment, ko bo prišel nekdo, ki ne bo izkazal spoštovanja, je konec. A ne? Spoštovanje in ponižnost do drugega, to je ključ, ne pa pamet. A ne? Pamet, to je potem tisto srce, o katerem je bilo govora. A ne? Empatija ne obstaja brez nižnost. Ja, ne vem, zdaj pač, kako bi vam rekla, če zdaj vzameva samo evropske primere, ne, recimo patološkega narcisa, ne, kot pa borderlinovce, ne, ki so natančno popisani, ne, oni nimajo empatije, zakaj? Zato, ker jih je mati ni imela empatije do nje, zato, ker jih je imela ona za podaljšek svoje potrebe, ne, ona ni čutila, kaj otrok čuti, ampak je otroka instrumentalizirala za nekaj drugega. Ja, zdaj mogoče je bila nežna na način, da je pač bila to performance za druge, ne, ampak ni bil pa to ta nežnost, ne, razumete, ki jo jaz čutim do mojega psa, a ne, ki meni reče, kaj jaz to govorim vsakemu, ne, jevo te bo človek, ki ima rad psa ali pa mačka, ima resen problem, ne, terapija prvo, ne, pa da vidimo, če sploh ima empatijo, pa če lahko razvijemo, kaj iz tega nič, a ne, ampak dejstvo je, razumete, kaj jaz pogledam mojega psa in vidim, da on trpi, ali pa mojega mačka, ki ima že tečen gobček, kar ima neko vnetje tukaj, dlesni, in zdaj njega to trpi, mene boli, ne, razumete, ne, jaz vedno govorim, če si povezan z živim, si povezan z vsem živim, ne, ali pa nisi z ničemer povezan, jaz sem povezala tudi z mojimi vrtnicami na vrtu, a ne, ampak, ne, se veste, mame zdaj so na zahodu, one hočejo biti popolne mame skladno z priročniki, potem berejo priročniki predpišejo imič, ne, one potem sicer božajo otroka, zato ker to piše v priročniku, ampak čutijo pa ne nič. Seveda, ne, in zdaj torej dobiš ti mrtvega človeka, mrtvi človek proizvaja mrtvega človeka, ne, ali kaj zdaj. In seveda tu hočem reči, imamo mi resen problem na zahodu, ker je, mislim, zdaj približno polovica evropske populacije že tu, ne, in zdaj kako boste vi zdaj njim dopovedali, dragi moji, da tile sirci, ne, dajmo mi njih vprašati, kaj oni hočejo. A veste, če boste vi njih vprašali, jaz vprašam moje sirce, ko hodijo na tole šolo za Andragoški zavod, osnovna šola, razumiš, 18 let so stari, tam so že končali šolanje, zdaj hodijo, ne, v osnovno šolo, spet morajo delati,
ne vem, osnovnošolske domače naloge. Potem jaz jih vprašam, ko pridejo, kaj pa ste danes delali, oni rečejo, ne vem. Seveda ne vejo, če ne razumejo jezika. Mi jih ponižujemo, reduciramo jih na stvar, če bi vi njih vprašali, oprostite, imate vi izobrazbo, mamo, kaj ste končali, to, imate poklic, to, dajmo uvesti nekšen, recimo, sistem, mislim, da bom rekla, kar pri nas obstaja, kao reakreditacija, to je bedastoča, ampak nek sistem, da vidimo, da je to resa, Mislim, da izkažemo neko temeljno spoštovanje do teh ljudi, lepo vas prosim. Jaz sem rekla, jaz ko to gledam, pa mi nismo najhujši, oprostite, v primerjavi s Francozi smo mi zelo tolerantni, Francozi so zelo šovinistični, tako da so vsi kolonialni narodi so zelo šovinistični, In razumete, dejstvo je, ampak nisem da tam poka za to, ker mi še nimamo druge generacije, ko bomo mi imeli bo isto, če bomo tako nadaljevali, Ampak point je v tem, razumete, da zdaj vi, ko ti gledate te ljudi, oni so degradirani. Ko sem jaz vprašala tele, kako bi rekla, prostovoljke, ki so pač, ko smo za stanovanje, ko so pač one klicale vada za stanovanje na oglase, če vzamejo njih, je rekla, samo vi pa še ena oseba je rekla, da sploh lahko pridemo pogledati. In potem so oni prišli v stanovanje, ki je bilo prej moje stanovanje, torej stanovanje je krasno, vključeno z masažno bano in to, Pa ne zato, ker jaz pač hočem imeti luksus, ampak zato, ker sem jaz hrbteničar in me hrbet boli in rabim masažno bano, ker drugače me zakoči, pa ne morem nič, ker preveč delam. In razumete, potem oni so bili čist fertik, da oni bodo lahko živeli v takem stanovanju. Razumete? Razumete vi zdaj to, kaj vam jaz zdaj govorim? Mogoče ne razumete, sem pravim, ker nikoli niste bili eden v tuji kulturi, ki ste bili degradirani. Jaz sem pa bila. In razumem to, kako se oni počutijo. Ampak razumete, to bi zdaj, če se vrnem na vaše vprašanje, predvsem politiki, zdaj pa ti politiki so sami butli, se vidite, eni hujši kot druge, da o srcu ne bi niti govorili, pa o empatiji tudi ne. Razumete, hočem reči, razumete, vse politiki bi morali govoriti svojim državljanom, oprostite. Če bomo to delali naprej, bomo naslednjo generacijo imeli enake težave, kot jih ima Francija. Razumete, če želimo imeti mir, in to, kar se nam vrača, je to, kar smo sejali, mi smo šli v Irak. Mi smo šli v Irak, torej Evropa. Niso oni prišli sem, da se razumemo, kdo je kam šel. Zdaj pač žanimo, kar smo sejali. In potem, razumete, pač moramo reči, mislim, že to, da smo šli tja, pa naš družbeni sistem uvali, pa našo demokracijo, pa našo obliko politike, pa našo obliko lastnine, pa našo obliko političnega sistema je izrazita kolonialna drža nespoštovanja. Zdaj so oni prišli sem kot pač neka posledica teh neumnosti, ki jih mi počnemo, ne mi, ampak dobro, jaz jih jaz sem bila stalno proti in jaz sem se zgražala, ko je Slovenija stopila v NATO. Samo ljudje so bili za na referendum, jaz nisem bila za, jaz sem bila proti. Jaz sem bila proti vstopu v EU, proti NATO in proti vsem tem kolonialnim, bi rekla, institutom, Ampak mislim, zdaj to ni bilo ravno kaj pomembno, kot vidimo, Zdaj, ko mi torej dobivamo njih, zdaj mi, ko dobivamo njih, zdaj, kako bi rekla, imamo politiko, ki sploh ne razume, kako se zdaj izogniti konfliktu, Sam pravim, Zato, ker so pač... To kaže zelo črn scenarij, čeprav... To je absolutno črn scenarij, seveda je črn scenarij, zaradi tega, ker to, da jaz imam rada moje srce, sem zdaj bom povedala, kak je v mojih srcih, 6-članska družina, Oče in mama sta približno moja generacija, malo mlajša, ona dva sta pobrala te 4 otroke in sta prišla sem, jaz sem njim dala roko, Jaz njih absolutno razumem, Zdaj, starši je okej, starejši sin je okej. Ko sem jaz rekla mojih hčerje, sem rekla, glej, punca je, ona pač je seveda oblečena, tako kot so oni, nobena Slovenka ne bi šla z njo, pet pokliči jo, gre s tabo, ko gre za psi na sprehod, se nima nobene družbe, torej odpri srce, Seveda moja hčera s tem nima težave, ona odprla srce, kdo ga je zaprl, ona ga je zaprla. Ko je potem rekla, pridi k meni, pridi, bomo naredili palačinke, kaj, ona ga je zaprla, Da o 2 naših sinih ne govorimo, oba 2 naša sina imata že popolnoma, mislim, to arogantno držo do te kulture, ki hodita v tisto osnovno šolo.
vsaki dan, razumeš, deda, razumeš, ker bi zdaj mogla že ženske dol dajati, ona dva hodita tukaj z zadnjimi, bi rekla, mogoče milenčinami slovenske družbe v osnovno šolo na Andragoški zavod, ki se ni dalo učiti, ne? Ona dva že imata to držo, ona dva imata že do mene. Razumete? Mislim, razumete, vi ne morete doseči spoštovanja pri človeku, če mu hodite po njegovem dostojanstvu, če niste ponižni in ga ne poslušate. In te kulture tega ne zmorejo in to je seveda resen problem, ja. To je seveda resen problem. Ne? Zato jaz rekla, da bom pisala odprto pismo Evropskemu parlamentu po mami Merkel, pa se mi bo pač režala se cela Evropa, tako kot se mi cela Slovenija. Ampak pač jaz mislim, da mora nekdo to narediti, da je vse v zgodovini zapisano, da je nekdo to povedal. Takrat, ko bo že prepozno. Ne? A veste, to, mislim, ne? In potem imamo, na drugi strani imamo pa te dobrodelne organizacije, ki tudi dobro mislijo, ne? Ampak ki tudi izhajajo iz kršenja njihovega dostojanstva in razumevanja njihove kulture, ker če zdaj greš ti kot ena dobrosrčna slovenska dobrovoljka enemu moškemu Kurdu razlagati, da je njegov z našega zornega kota mačističen odnos do žene in otrok kulturno napačen in da zdaj on mora hoditi na porodniško, kuhati čajčke, previjati otroka in tako naprej, ne? Enemu Kurdu, ki je izgubil vse, ki nima več nič, razen kulturne identitete. Ne, veste, kaj hočem reči? To pomeni, da lahko sam čakate, da vas bo na gobec. Ne? In prav bo imel. A ne? Mislim, to je potem problem. A ne? Razumete? Ker mi dejansko nismo naučeni spoštovati drugačnih. To je osnovni problem in to je osnovni problem. Jaz imam hčerec, ki je cerebralni paralitik, jaz to vem tudi iz njenega primera, ne, pa je Slovenka, ampak ni pomembno, ne, pa pač drugačna. Glejte, mislim, ne mi govoriti, in potem imate pa še politike, ki tako klobasajo. Razumete, vse politiki bi morali kot uraden program to zastaviti, ne, potem pa pač tiste državljani, ker zdaj seveda, če politika nekaj zastavi kot uraden program, potem pač večina državljanov mora temu slediti, čeprav se jim bruha, ne. Razumete, ne? Ampak, ne, nekateri bi seveda z veseljem temu sledili, ampak hočem reči, ne, razumete, ampak to bi bila v Evropi manjšina, definitivno, ne. Ampak pač, če bi bil to uraden program, potem bi pač to bil uraden program in bi se državljani morali tega držati in če bi se bilo kršitev teh uradnih programov sankcionirano za evropske državljane, bi se pač oni malo brzdali v tej drži, ne. Ampak zdaj ni, ne, zdaj je uradna politika, mislim, oni morajo biti taki kot mi, ne. No, ja, ampak, ne, mislim, hočem reči, čeprav razumem potem takšna rešitev, kot je bila vaša, da ste sprejeli sirsko družino, niti ni v smislu tega pragmatičnega načina reševanja, ker oni rabijo eno skupnost, v kateri bodo seveda, živeli normalno, samo oni, tako, bodo lahko živeli na način, kot oni želijo, tako kot za oni po enem stanovanju živijo na način, kot oni želijo, ne, pač jaz ne hodim gor zdaj gledati, kako so oni postavili stanovanje, kakšna je raven higijene po naših kriterijih, pa to ne, to jaz ne hodim gor gledati, zato ker sem antropolog in mi je jasno, kaj to zdaj pomeni, ne. Ampak hočem reči, da razumete, zdaj to je ena gesta, ne, ki je pač moja gesta zaradi osebna in tudi profesionalna in za katero jaz vem, da je prava, ampak tisto, kar smo govorili, moj objem ni dovolj, a ne. Moj objem ne zadošča, če on vsaki dan gre 6 ur tja, kjer ga sistematično ponižujejo. Pa jaz ne mislim reči nič proti Andragoškemu zavodu v Mariboru, ker oni tako bogarje več nimajo pojma, kaj naj delajo. Oni so zdaj te dobili, oni še z onimi Slovenci, ki se nočijo očitno ne vejo, kaj naj delajo. Zdaj so pa dobili tu ljudi zraven, ki sploh ne razumejo slovensko, razumeš, ne? In se oni z najboljšim namenom lahko trudijo, ne, tako kot so se kolonizatorji tudi stalno trudili z najboljšim namenom in kot se Evropejci stalno skušajo truditi z najboljšim namenom, samo hočem reči. Pot v pekav je velikokrat lakovana z dobrimi nameni, ne? A razumete, tukaj dobri nameni ne zadoščajo, tudi dobri nameni dobrodelnih organizacij ne zadoščajo, ne? Dobri nameni niso dovolj. A ne? A veste, in tu zdaj hočem reči, ne, zdaj, vse smo rekli, mislim, to smo se imeli s kolegom Komacem, ker je bil ravno v tistem magisteriju o ciganih, a ne, in potem je on rekel, ne, jaz sem predlagal, jaz sem dal pobudo, da bi cigani dobili status manjšine. S tistim trenutkom, ko bi oni dobili status manjšine, bi bili opolnomočeni
ne bi več mogli iti v pozicijo žrtve, ne bi se mogli sklicevati, da so oni bogi pa nič ne morejo, ne? Ampak bi mogli prevzeti odgovornost za svojo usodo in s tem bi bil konflikt rešen. Ko je on dal ta predlog, mislim, blok, ne? Ma kakva manjšina? Že imamo tako dovolj manjšin, ne? Torej dve, ne? Kje ste še videli, da so cigani manjšina? Ne! In tako naprej, ne? In se kako vas veš kaj, zdaj je dobro, da si mi povedal, zdaj bomo midva to obnovila to, ne? In potem bomo to tudi, bi rekli, strokovno argumentirali, ne? A razumete, Sirci bi morali dobiti status manjšine v tej družbi. Status manjšine to pomeni, ne? Dobijo vse pravice kot mi, ne? Dobijo pravico do življenja, kakor hočejo in seveda prevzamejo tudi odgovornost za to, ne? Ker to je bistveno. Ne? Seveda, ker to je bistveno zaradi tega, ker ko ti moraš prevzeti odgovornost, ne moraš več vaditi se v pozicijo žrtve. Ne? Znate, ampak pa, zdaj si lahko prve predstavljate, da bo katerikoli evropski politik prišel na idejo, da bi bili Sirci manjšina. Pa sploh mislimo Sirci tudi zdaj je njihova ideja, ne, tudi Afganistanci, pa še marsikdo. Vsi ostali, seveda, ne. Tako je na Havajih, ne? Na Havajih je tako. Ne, tam pač so vsi, imajo isti status, ne, in pač ne, delaj kar češ, ne, ampak potem pa sodelujo v skupnih projektih, ne. Ampak razumete, point je torej v tem, da zdaj, mislim, jaz ne vem, če je kdo sploh prišel kdaj na idejo, o kateri mi zdaj tukaj govorimo. Še za Rome nimamo, mislim, ki so že tu stalno, ne, nimamo, bi rekla, srca, da bi jim dali status manjšine. In bi s tem dejansko rešili celo serijo problemov samih po sebi. Ne? Ker sem pravim, tisti moment, ko ti moraš prevzeti odgovornost za sebe, je drugače, kot če samo druge obtožuješ, da ti tega in onega ne dajo. Ne? Daj jim in potem naj prevzamejo odgovornost za sebe. Ne? Ampak seveda zdaj to ne? Razumete, če bi zdaj to, mislim, prišli v Evropi, vse bi ste zdaj reče, mislim, kako igro smo deležni včeraj in danes. Evropska unija je rekla, ustavili bomo pristopna pogajanja za Turčijo. Turčija je rekla, cool, odpreli bomo meje, nas bomo preplavili z begunci. Torej, a so ti begunci sploh ljudje, ali kaj so oni tukaj? Ne? Da ne govorim to, da če begunec reče, jaz hočem živeti v Nemčiji, da vi nimate pravico locirati v Slovenijo. Ne? Ne? Razumete, ker to je spoštovanje. Ti vprašaš njega, kaj ti hočeš, on reče, jaz to hočem. Torej rečeš, okej. Ne? Kakaj kvote? Oni so kdaj rekli, da hočejo imeti kvote. Ne? Moji Sirci so rekli, mi hočemo živeti v Sloveniji, zakaj? Zato, ker so pred tem imeli že imajo enega strica, torej ne, brata, tukaj, ne. On že nekaj časa živi tu v Murski Soboti in oni so seveda že vedeli, kaj to je, ne, in so oni rekli, ja, mi hočemo živeti v Sloveniji. Ampak verjetno so oni edini, ki hočejo živeti v Sloveniji, drugi so vsi prisilno v Sloveniji, ne. Oni hočejo iti v Nemčijo ali pa na Švedsko. A ne? In zdaj se vi postavite v to pozicijo, vi hočete iti nekam in prije nekdo in reče, ne smeš iti tja, tu boš, zato ker smo se mi odločili. A kaj je zdaj to? A je to mogoče človeško spoštovanje? A je to mogoče empatija, je to mogoče ponižnost, a kaj je to zdaj mogoče? Ali je to mogoče kolonialna država? Ne? In zdaj bodo, in seveda Turki bi edino, kar bi prav naredili, je, da odprejo meje in da nas preplavijo. To jaz, zdaj bom napisala kolumno, da ja, bravo Turki, to da naredim takoj, ker razumete, nekdo mora pohoditi to blazno pretencioznost Evropejcev. Ne? Nekdo nas mora pohoditi, mislim, definitivno, ker očitno se nismo zmožni nič naučiti drugače. Ne? Razumete, mislim, ne, samo jaz razumem, da je to težko, ne, če ste bili 500 let, 1000 let, ta boljši, monopol nad pametjo in vednostjo, ne samo o sebi, ampak o vseh na tem planetu, ne. Potem je malo težko pristati na to, da mogoče oni, za kateri si ti misli 1000 let, da si ti boljši in veš boljše kot oni, zakaj gre, vejo boljše kot ti, ne. Ne? In ko oni govorijo, islam je militantna religija, oprostite, nikoli noben islam ni bombardiral ZDA za to, da je uveden njihov način življenja. Njihov politični sistem, njihov način oblačenja, kakor jaz vem. Ne? Ne? Ampak se vam pravim, vsaka obrambna drža prav pride, ne? Vsaka patologija prav pride, ne? Takrat, ko človek rabi. Ampak razumete, ne? Jaz zdaj upam, da bodo Turki to naredili in da nas bodo preplavili onih, ne vem koliko jih je tam, in bodo prišli sem. In potem bomo morali najti rešitev, razumete, morali jo bomo najti,
Ker drugače ne bomo mi mogli preživeti, ne zaradi njih, zaradi nas jo bomo morali najti. In očitno je tako, ne, žalostno, da mi nismo sposobni najti rešitve nikakor drugače, razen takrat, ko sebe rešujemo, kar je seveda tudi ena od, bi rekla, diagnostičnih slik Evropejcev, ne. To je tudi patologija, da se razumemo, in je seveda popolna odsotnost empatije, ne. Če znaš biti dober do drugega samo takrat, ko to tebi koristi, je do te Bog. Ne. Veš, to, mislim, ampak to je zdaj Evropa, ne? Se pravim, vse lahko to razumemo zgodovinsko, ampak pač moramo razumeti, da situacija je hudo resna. Ne? In jaz bi bila, absolutno bi bila za to, kar je Domen rekel, in mi dva mogoče se strinjava, kar naj od dva gre, ampak jaz se bojim, da zdaj večina Evropejcev ni na tej ravni. Ne. Oni zapirajo meje, tulijo, ne, zdaj oni mislijo, mi lahko stopimo od sporazuma, Turčija pa ne sme stopiti od sporazuma. Mi lahko stopimo od sporazuma, ki smo ga s Turčijo podpisali, oni pa ne smejo. Ne? Ko mi odstopimo, nihče ne sme govoriti, vi ste odstopili od sporazuma, oziroma če Erdogan to reče, potem reče, on je totalitarec, mislim, kar nima nobene zveze. Smo odstopili od sporazuma ali nismo? Smo, to reka zdaj. Ne? Ko pa on odstopi od sporazuma, pa isti politiki govorijo, treba se držati sporazuma, ki smo ga podpisali, ne? To je tako približno kot feministke, ki pravijo, ne, mi nismo po biološkem programu za štedilnik, ne, ker ni nobenega biološkega programa, da bi bile ne gospodinje, potem pa v drugem stavku pa govorijo, da bo svet boljši, če ga bodo ženske volile, ker so ženske po biološkem ustroju boljše. Ne, prostite, to je nekšna rahla nekonsistenca v logiki, razumete? Lahko je verjeti, teže je konsistentno misliti. In pri tem še ostati dober človek, da ne govorimo. Ampak hočem reči, razumete, to je zdaj, ne, to bi se nam očitno moralo zgoditi. Ne, jaz to Evropejcem privoščim. Zato, ker ko se bo to zgodilo, ne, ko bo prišlo nekaj milijonov tistih, ki smo mi proizvedli ne 50-letno, ampak nekaj stoletno trpljenje vsema, ne, in bomo mi manjšina, ne, takrat se bomo naučili ponižnosti. Morate razumeti, da Havaji so edina zvezdna država, ker so belci manjšina. Edina v Ameriki, ne. In zato so se oni te lekcije naučili. Sicer še vedno jamrajo, kako jih boli in kako je to krivica in to, ne. Ampak so se naučili. Ampak oni so manjšina. To je edina zvezdna država v ZDA, ker so belci manjšina. Ne. In obstaja samo eno mesto na Havaji, na Oahu, kjer so belci večina in to je Kailua. Vse posod so manjšina. In tisti moment, ko si ti manjšina, svet postane drugačen. Razumete? Zdaj je to, in zato jaz pravim, da jaz ne verjamem, jaz bi bila srečna, če bi lahko pot bila tako enostavna, kot pač smo si zdaj mi zamislili tukaj, da ja, ampak se bojim, da ni ne. Jaz se bojim, da imamo neonaciste, nekaj milijonov patoloških narcisov, politike, ki pač berejo stvar enosmerno, kakor njim paše, ne. To so milijoni ljudi, ki nimajo empatije in ki tudi, če njihovo srce prečuti kot možgani, nimajo te povezave, da bi to dojeli. Ne. Razumete? In ti imajo moč, ne. Mi smo pa tukaj v kleti ene knjižnice. Kar seveda, hočem reči, je pač ne samo simbolično, ampak faktografsko točno, ne? Faktografsko točno. In to je, kako bi rekla, razumete, to je težava, ne? In mi smo lahko vsi absolutno dobro misleči ljudje, ne? Ampak se bojim, da to ni dovolj, ne? Ker pač svet bo zgledal tako, kot bo zgledal, kot bo mama Merkel rekla, mama Merkel pa govori bedastoče. Ne, razumete, zdaj prva bi mama Merkel morala to povedati, ne, ok, oni pridejo, vsaki hoče priti Nemčijo, pride, ne, pa če potem ustanovimo Evropski fond, kamor pač vse države združujejo denar za te boge begunce in se potem pač ta denar deli po državah glede na to, koliko jih kje živi, ne, ampak vsak mora iti tja, kamor on hoče iti. Noben nima pravice, kakršnekoli paternalistične drže prakticirati nad njimi, zato ker bo se to proti nam obrnilo. In zdaj, prosim, nehajmo. Ne? In odprite meje in ne pridejo, ne? Pa da vidimo. Hura! Ne? Nujno morate napisati pismo. Pišite. Merklovi ali pa... Ja, moram iti domov. Res? Iz empatije do vas. Iz empatije do mene in spoštovanja do drugih bom
bom jaz zdaj odšla, ne zato, ker nočem slišati, kaj ima povedati proti meni, ker jaz kot antropolog vem, a ne, da nimam metapozicije, nihče je nima. Sam bilo bi dobro, da se tudi drugi to zavedajo, noben nima monopola nad resnico, ne. Pač vsak po svojega zornega kota, po svojih najboljših močeh prispeva k razumevanju skupnega problema, ne. Ampak se pravim res zato, ker bi bilo to zelo neprimerno in nespoštljivo do moje hčere in mojega nekdanjega moža, ki zdaj me doma čakata. Ne? In čeprav je moj nekdanji mož, ga jaz še vedno spoštujem. Ne? Pač, ne? Spoštujem tudi svoje študente, ki jih vidim. Tako da hvala lepa za povabilo, hvala lepa, da ste me poslušali, hvala lepa za vse. Zdaj, če bodo kakšna velika nestrinjanja, kar bodo, upam, bom jaz to potem na posnetku odpogledala in bom tudi dala vsakemu svoje komentarje, če želite. Torej, najlepša hvala.